Drama okoli flotile za Gazo je zdaj še bolj zanimiva, ker so zdaj izbrisali video, ki, če smem pripomniti, ni ravno v skladu z islamističnimi vrednotami, milo rečeno. In seveda so ga morali izbrisati. Preprosto so ga morali odstraniti z interneta, ker ljudje temu niso nasedli. Ampak bilo je veliko, veliko laži, kot na primer slike, prirejene z umetno inteligenco. Tip, ki so ga aretirali, veste, tisti zaradi neprimernega spolnega vedenja, ki je vodil to flotilo, se je pretvarjal, da ima roke uklenjene za hrbtom, čeprav jih v resnici ni imel in samo želi ustvariti podobo, da Izraelci z njimi slabo ravnajo. Poglejmo si vse to še enkrat, ker je pošteno rečeno precej patetično in hkrati malo zabavno. Torej, to so člani flotile, ki po besedah Haiti Bašram plešejo kot seksi teroristi in delajo Hamasove trikotniške simbole, da bi poskušali osvoboditi svoje voditelje. Mislim, da jim to ne pomaga. Bum, bum, bum. Dajmo izklopiti glasbo in poglejmo, kako neumno izgledaš, ko plešeš brez glasbe. Ker vsi vemo, da izgledaš, kot da moraš na stranišče. Ko enkrat pogledaš video deklet, ki plešejo takole, ali ljudi, ki plešejo v klubu brez glasbe in si predstavljaš, da morajo vsi res nujno na stranišče, postane to naravnost smešno. Ampak to v resnici ni smešen video, ker tukaj podpirajo terorizem. Nosijo tisto ruto, ne hidžab, ampak palestinske stvari. Nosijo zastave Hamasovih teroristov, palestinske zastave. In mislijo, da bo plesanje na tej flotili tisto pravo. Svoboda za Tiaga, svoboda od tega, bla, 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 bla. Poglejte nas, poglejte nas, poglejte nas, poglejte nas, poglejte nas. Naj vas spomnim, da je v islamu ne samo glasba haram. Kaj ne? Zakaj bi uživali v glasbi? Zakaj bi bilo to sprejemljivo vedenje? Ne samo, da je ta obleka seveda haram, ampak počnejo nekaj, kar je očitno tako neprimerno za njihov namen, tako neprimerno, da so morali izbrisati vsebino. In vse to prihaja potem, ko je spolno neprimerno vedenje pravzaprav postalo glavna zgodba te flotile. Za tiste, ki se ne spomnite, v redu, glavni organizator, ta tip, Tiago ali kakorkoli mu je že ime, kje je? Kako mu je ime? Poglejmo. Pojdi stran. Pojdi stran, ne morem poslati advasa. Ne dovoli, samo pojdi stran. Prav. Brazilski aktivist Tiago Avila je bil odpeljan. Sodeloval je v več akcijah in misijah flotile. Obtožen je neprimernega spolnega vedenja. In mislijo, da je to osvobodite Tiaga. To je njihov način odziva na njegovo aretacijo. Poleg tega, da je to neverjetno brezčutno, sem mislila, da boste poskrbeli za umirajoče, lačne Palestince. Morda bi morali plesati v znak praznovanja. Govorite tudi o tem, da bi osvobodili nekoga, ki naj bi tam zunaj počel spolne stvari, ki so neprimerne, domnevno. In to je način, za katerega mislite, da je pravi. Naj vas spomnim, kdo je ta človek. Zdaj je bil pridržan, prav? Zaradi povezav s terorizmom. In hodi z rokami, kot da ima lisice za hrbtom, a jih v resnici nima. Ni lisic. Preprosto ni lisic. In ta slika tega človeka je postala neverjetno viralna. Želim vam pokazati to sliko. Samo trenutek. Je v resnici ustvarjena z umetno inteligenco. Prav. Torej, to je slika, ki so jo vsi objavljali. Poglejte, ta človek je bil zlorabljen. Tako so ga hudo poškodovali v zaporu. Ampak to je v resnici prava slika. Videti je v redu, prav. In tako vas zavajajo, kot piše Hilifold. Zgornja slika je bila spremenjena z umetno inteligenco, da bi ponaredili poškodbe in širili lažno zgodbo, da naj bi bil brazilski propalestinski aktivist Tiago Avila mučen strani izraelskih oblasti, ko so ga aretirali na enem od prepovedanih čolnov flotile za Gazo. Originalna, neurejena fotografija v istem trenutku pripoveduje povsem drugačno zgodbo. Ampak spet, to je tisto, kar počnejo. In če pomislim na te brezčutne, imbecilne idiote tam zunaj, ki plešejo na flotili, razkazujejo svoja telesa in govorijo, ja, osvobodimo Tiaga, gremo osvoboditi Palestince, ko pa so na tej flotili dejansko našli samo droge. 2 leti v zaporu. Samo spomniti vas želim, kako v resnici izgledajo ženske pod terorjem. 2 leti zapora za Iranke, ki so odstranile tančico, v protest proti prisilnemu zakonu o hidžabu, teror nad tožilci. Spodbujala je moralno pokvarjenost in mora k psihiatru. Prav, ne pozabite, da Iran sedi v komisiji ZN za pravice žensk. Resno, mednarodni dan žena. Ja? Zaprejo jih za 2 leti, ker so odstranile rute.
In te ženske, te popolne bebke, mislijo, da je to neprimeren video, oziroma ne, primeren video, kar je točno razlog, zakaj je bil izbrisan. Izbrisali so ga, ker so ugotovili, da to ni ravno koristno. Ampak še enkrat, člani flotile ne poskušajo biti koristni, samo podpirajo terorizem in želijo, da jim to uspe brez posledic. Upam, da se bodo dovolj stresli, da bo svet spoznal, da res nimamo nobenih moralnih vrednot. Smo samo pozornosti željne kurbe, ki bomo podpirale svojega voditelja, ki nas zlorablja, ker zakaj pa ne? Ker bi potem palestinska stvar lahko bila ogrožena. Stvar, ki smo si jo izmislile, stvar, ki nam tako zelo ustreza. In iskreno, postajamo že nervozne, ker se vse dogaja v Iranu in nihče ne govori o flotili. Potrebujemo več ljudi, bi govorili o flotili. Kako naj dobimo več ljudi, da bi govorili o flotili, ko so vsi dejansko osredotočeni na to, kaj se dogaja tam z dejanskimi teroristi, tistimi, ki financirajo dogajanje s Hamasom. Niso osredotočeni na naše teroriste. To nam ne ustreza. Vem. Pokažimo svoje prsi na spletu in morda bodo potem starejši ljudje več govorili o tem. Mimogrede, to je dejansko delovalo. Ljudje so res govorili o tem videu, ampak ne mislim, da je to rešilo prebivalce Gaze, kot so upali. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.